Ker tehnično gledano, jaz in Luka Dončić znava igrati košarko. To je tehnično gledano res. Ja. Lepo pozdravljeni v 137. epizodi podcasta Glave, podcasta za legitimno preživljanje prostega časa, ki se trenutno ukvarja z vprašanjem, kako vse te zmaje strpati v eno hišo in ali nam bo to uspelo, ali bo hiša razpadla na dva dela in ali bo razpadla z vrha ali od spodaj. Wow, to je bilo pa tako. Napisano. Celo noč sem pisal te 3 stavke. Želel sem to poetičnost upeljati tudi za vse tiste, ki mogoče niso gledali zadnjega dela, pa ne vem sicer, zakaj poslušajo to, ampak da jim pričaram to mogočnost in veličastje. Tvoje besede so boljše kot CGI, se temu reče. Drugače, deva na hitro povabiti v Discord, kjer je res kvalitetne meme ljudje objavljajo, sploh po tej epizodi, gremo reči, so bile noge zelo aktualne, oziroma stopala. Do tja pridemo. Ja, ta epizoda se nam kar sprehaja po misli. Tako. Link do Discorda je v zapiskih, tako da pejte tja in tam kliknete in pa prijete noter in ste zraven. Tako da. In če vam je to, kar počneva z Anžetom, zelo, zelo všeč in bi radi najno vokalno udejstvovanje tudi podprli, seveda povabljeni, da odklikate na aparatus.si/podpri ali pa kar pravzaprav na podpri.si in nama namenite kakšen novčič, kakšen blič, mogoče kakšnega jelenca, čeprav jelencev trenutno še ni, ne, so pa sam zmajevci, ne vem, kakšen drobiš imajo zdaj tukaj, ne, so zmajevci pa demonci, pa vizarijci, ne vem, te valute ne štekam, v glavnem pride in pa seveda ne pozabite, imate še vedno možnost, če ste dobro situiran gospodarski subjekt, da lahko sponzorirate podcast Glave, kot rečeno. Ne. Zdaj pa sploh enkratna priložnost, kolikokrat ste imeli šanso sponzorirati celo sezono podcasta, ki ima samo še en del zagotovljen. Tako da bodite drzni, bodite ta gazela. Ne? Mislim, da to je poteza, ki vam prinese naslednje leto gazelo, prinese vam nagrado Gospodarske zbornice Slovenije, Društva Menedžer in pa še verjetno tudi gospodarskega krožka osnovne šole Prlekija. Okay. Jaz se zdaj upravičujem Prlekiji, ker sem rekel, so to kamejki, ker ima eno celo osnovno šolo. Anže, mislim, da nama je vstop v Prlekijo od danes naprej prepovedan. Tudi tebi, pač ti si po sodelovanju zraven. Ja, jaz sem sam zraven stal, tako da ne vem, če jaz bom še šel. V glavnem, vse, kar je zdaj Pižamc rekel, ni res. To je vse, kar bom rekel. Čisto vse, kar je zdaj rekel, ni res. Tako da. Dajte denar. Ja, tako, res je. Ne, hvala sem res, ki ste dali in hvala sem, ki boste, to vedno rečeva. Zdaj pa 9. epizoda Zmajev, se temu reče. Kje začneva, Pižamc? Ja, a začneva z Musko? Dejva. Mislim, ker spet je Ramin Džavadi ufural klavirček in tle bi nam pravzaprav moral nekaj povedati. Ne? Edinkrat, ko smo doslej v Igri prestolov slišali klavirček, je bilo, ko je Cersei se odločila, da bo imela novoletni ognjemet v septi. Ne? Ja. Takrat je velika Baelorjeva septa končala povsod, ne, po vsem mestu. In tudi danes smo nekako dobili, ne sicer v tako velikem formatu, ampak vseeno razdejanje potem na koncu, le da pač nismo imeli enournega komada, ki bi pelil do velikega krešenda. Ampak ta klavirček, o moj bog, ta klavirček na začetku tako zasan, malo te tako zazibal v neko mešanico lažne varnosti, ne vem, ki je tako blag, ne, se ni, tako lepa melodica, ampak obenem pa skozi stav tako nekje
na konici nekega žaginega lista ali pa sekire in ne veš, kdaj boš zdrsnil, ali pa valirijskega noža za maslo. Pa asi, lepa. To je v bistvu najslabši nož za maslo, ne? Ker je policijsko tako ostro, da v bistvu nočeš tega. Ne? Ampak ok, fair point. To je super, ker pa lahko puter direkt iz hladilnika vzameš in mažeš, ni nujno, da je čajno maslo. Jaz sem pa ga ne mažeš, ne? Veš, dokler je trd, ne? Pa ga odrežeš, to, pa čakaš. To zareže, se stopi sprot. Ok, razumem. Všeč mi je, da si vse to razdelal. Jaz imam drugače celo knjigo napisano o tem, o rabi valirijskega jekla v kuhinjskem priboru. Tako da, če te zanima, ti sam povej, kaj za palačinke obračati, lopatke ali kaj tasga, ali za tečkalka, za krompir. Sam povej, ti lahko zdaj vse lastnosti naštejem. Pa vse te lahko ubije. Veš, kaj sem hotel še reči? No, to, da prej si denar omenil. Misliš, da če bi Viserisa dejali na kovance, a bi bili ti kovanci, veš, bi naredili frišen kovanc, samo takrat, na začetku njegovega vladanja, pa ne bi novih delal, zato da bi jih obraba, ne, bi jih v bistvu spravila, veš, ena z njegovim izgledom. Razumeš? To bi bili, meni se zdi, edini kovanci, ki bi jih bilo dovoljeno malo ulupati. Ja, na eni točki bi bilo tako preklic, veš, bi mogel lukno, bi mogel narediti v en uč. Slik se ga, kovanc. Mogoče bi imel to, veš, to je kovanec Doriana Targaryena. Zdaj boh ve, kje v gradu je, no? Ampak da nova preveč zašla, tam malo hodi, gre povedati tej spletični, ne? Talja, mislim, da je, ne bom... Ki dela za White Worm, ne? Kar pol zvemo, to je zelo weird zmontiran, moram reči, samo pol to pogovarjali. Seveda pol povejo Alicent in potem se začne initiate protocol, a ne Aegon. Tako... Se začne, kako? Protokol Kraljevi most, ali kako je že. Ja, res začnejo, takoj se začne, a ne. Yeah. Pač igra gre v drugi polčas, ne vem, kjer zdaj metafora treba sfurati, ali prispodobo. Tukaj mislim, da imamo zdaj že pravzaprav podaljške, ne, da je že sodnikov podaljšek. Ja, mogoče res, ja, mogoče res. No in pol imamo pa mali svet, ki se dobijo, ne. Kjer je kar grozna, ne? Človek še ni hladen, no najbrž je, bodimo iskreni. Že ne 20 let. Ja, več ali manj. No, ja, ampak so tako, ti to in pol tako Alicent, kva ste že vse? Ja. Kva? Tako prav vidiš, da inač niso povedali. Pač ona je zmeraj mislila, da se je to zgodilo in zdaj bomo šele krenili in se bomo začeli pogovarjati. Otoma pa tam v Todoistu že, a veš, vse teske, ima že napisane, kaj vse mora odkljukati. Ne? Tako da res noro. In potem imamo očeta iz Fleabag, ne? Ki je edini, ki reče, zakaj se bo to povedalo? Ja, reče, a lahko tlele zdaj var dobimo? A lahko prosim var, njegove zadnje besede, sodniki pridajo, da pogledajo, da bojo videli, ne? Tako, ja. Ali je to res rekel? Čeprav on itak ni na te besede, gre na vse to, ne, kar so načrtovali. In tukaj se mi zdi, da je tudi super pokazan to, kar smo se prejšnji teden sprašvala, pa kar so ljudje rekli, moj bog, telenovela. Ja. Tukaj ni, da bi rekel, za Ototu pa vsem ostalim je malo mar, kaj je rekel Viserys na svoji smrtni postelji. Njim je vse. To je pravzaprav stvar, ki se samo Alicent dogaja v glavi. Vidimo, da tudi če bi Alicent ne bi slišala tega in bi bila še zmeraj, mi dva smo pa zdaj z Rhaenyro zadnjič pogruntali, da sva bestički, pa mogoče bi vseeno ona bila, veš, kaj je moži Rajnki hotel to, bi Oto rekel, da je ta mala pejt kele knjige brati ali pa kaj štikat svojo hčerkico, bomo mi tle zrihtali tako, kot smo se zmenili. Zaprav, da tisti je res samo, kar se tiče od Alicent neke motivacije, da usmerja vse drugo, bi se zgodilo tako ali drugače. Ja, pa dejansko pol ima več smisla, da se je to zgodilo v prejšnji epizodi na koncu, da Alicent da ji da to podlago, vse to, kar so se pogovarjali. Ona še vedno je kao tako dobra pri sebi, da rab
prav ji pride ta ekstra motivacija. Zdaj, veš, tudi če ona ne bi čisto verjela, da je to njej govor, ona to tako pograbi, ne, kot bilko rešitve. Ne. Ampak ja, je pa noro, ki jih vidiš, kako se pogovarjajo, ker pač oni so zelo pragmatični, ne. Z izjemo seveda unga kavar pokliče in potem uleti Cole in une kugle končno dobijo neko dejansko uporabno vrednost, I guess. Ja. Jaz sem videl genijalen ta meme joke, ki je zaokrožil, ki kaže njega, pač Cola tik preden ga butne dol na mizo, pač kako je Sarah Cole vzor lahko vsem, kar pomaga starejšim. Dajte, gospod, dajte se usest, noge vas bolijo, krčne žile, dajte se usest. Ja. Po primeru, ne. Na avtobusu moraš vedno odstopati. O moj bog, glava mu je omahnila, kdo bi to pričakoval? In ga pač ubije, bodimo iskreni, tam pred vsemi. In potem je res dober line Oto, ki reče, puste, zaprite vrata, dokler se vsega ne zmenimo, ne grem ben ven, kar awkward. Ja, ne, tako da tisti je tako, res se vidi ta, zdaj pa res gremo na nož, ne, oziroma na kuglo, ja, pa Alicent pa kar malo znori in pa se še kle vidi, se začne še kle borba, ne, med Alicent pa o tom, kako bojo vse skupaj speljali, ne, ker se pogovarjajo pač o moru praktično cele družine, ne, kar je kar mislim, kar zaostrovanje pogojev, no, če nič drugega. In pa všeč mi je bila ta šef Kingsguarda, kaj je Westerling. Westerling, ja. Merno sname ogrinjalo. Moram reči, da se ful hitro sname. Jaz sem mislil, da je tisto nekako bolj prepet, pa sem pa rekel, mogoče ga lahko tako hitro dol daš, če se greš teb, za ti ne motne. Aha, jaz sem mislil, da ga je mogoče Cole pol nek nov dizajn upeljal po tisti noči z Rhaenyro, ker rekel, bog, tole pa če bo še kdaj, moram pa jaz tole zato je tok našpičen, a vidiš, zato kaj model si je zdizajniral posebej lahko snemljivo ogrinjalo za naslednji playdate s princeso / kraljico in ni mogel ponuditi tega, zato, ker on, veš, da bi pokazal, lej to zdaj, dol je pa, kako hudo, To se sliši kot en Kramer dizajn, tako se Seinfeld epizoda. To je veš nekaj, mogoče je hotel dati na štartaj zahodne hotel prijaviti to ogrinjalo. Aleš Novak v zahodnem, to je lahko smešno. Aleš Novak. No in zdaj imamo tu tole ogrinjalo. Sarah Cole, kdaj ste se pa vi odločili? Pri nas v Šmarju bi to mogoče lahko komu prišlo prav. Glavno, ja, to je bilo res dar. Uneha, Cola dajo za v bistvu gazdo Kingsguarda. Ne, in potem se pa začne ta weird iskanje, ne, Egona, ker kje pa je prijatelj. Ne? In že spet pridemo do Helene, ki že spet reče, kašen super, da sem se toliko besil prejšnjič, ko sem se pogovarjal na to, ne? Da beware of the beast under the boards, ali karkoli že reče. Pošast pod deskami, te deske mislim, da razložijo ene par stvari na koncu, smo o to pa pogovarjali. Ampak mi je kul, da to v bistvu ponovi, da res da je ta Čekov puška res zelo vidna, ne? Samostrel, tukaj govorimo o Čekovem samostrelu. Res je. Jaz se moram stati tukaj pač zdaj posud s pepelom, ker se je prerokba zelo hitro. Podgane. Izpolnila sem prav tisto, kar sem jaz mislil, da je, ni bilo to, ampak ne bom nič govoril, kaj sem mislil, bom počakal, se pravi do leta 2024 za drugo sezono, ali kdaj bo to upeljan, mislim, da to ne bi bilo v drugi sezoni že, in bom takrat na tej točki rekel, evo, lejte, jaz sem pa to mislil, da pomeni to pod deskami, ampak ne bom res nič razlagal, da ne bi komu stvar užiti. Ja, pa ta dirka se začne, kjer Oto v bistvu pošle una dva dvojčka, ki moram reči, da kar ok izpadeta. Erik pa Arik, no, mislim, a ni to tako, starši so pričakovali, veš, da bo en otrok očitno in so imeli sam en ime naštiman. On bo zdaj Erik, pa tako, kar levi del že, te je še eden, ne? In je, kaj bo pa zdaj ta Rik? Ja. Tako, veš, kaj baš, Anže pa Žane daš, ali pa ne, Anže pa Ažbe, ker imaš več pol domišljije, kam pelati. No, Alicent pošle pa Cola in Aemon, ki se kar malo ponudi, ne, da on pa ve, kam zahaja njegov brat.
In imaš pa res tako zelo zgleda, kot neki iz Baldur's Gate ali pa ne vem, hodijo po unihovskih ulicah. Še ene par kadrov je skoraj izometričnih, ne, hvala vsem za ta deep cut, ki ste ga razumeli. Une dva človeka, ki sta zdaj, Ja, mogoče, a veš, mogo še kakšen side quest, ki je vletel. ja, točno to. Če pa se une dva ga mata, vaju zanima, ki je side quest, pojdite po Sera Ota. Potem, ne. Pa jaz bi rad sam tukaj na tej točki povedal, da zdaj, če sta une dva Anže in Ažbe, ne, za Kola pa Eamon, da bi pa kar uporabil lepo tekstilno primerjavo. Ona sta pa C in A. Ok, lepa. No, in kle se tudi pol kaže, ful se nivoji nalagajo. Prvo je tako, Alicent, Otto, vsak z neko svojo agendo, potem se pa še Eamon mal, jaz se ki se učim, sploh noče biti kralj, jaz imam zmaja, to, ovo, ono, vse, nimam očesa, tako je življenje. Ampak imam meč, vladam meč. Jaz bi mogel biti kralj, glih tok, da ne reče, ne? In se tako še tukaj se malo lomi. No. Mi je všeč, ker se takoj začnejo kažati vse razpoke. Ne gre tako, da gre za neko ful enotno fronto, ki zdaj bo nekako vsi delajo za to, da bo Egon postal kralj. Ne. In mi je všeč to, ker grejo kraljevi pristanki. Res je kul, mislim, da se še zmeraj malo pozna COVID, pa to, ker 7 ljudi okoli hotne. Ampak me sploh ne motno. Iskreno, sem tako vice, da bi lahko bilo kaj več folka na unih ulicah oziroma tako, no, pač. In ga valjda ne najde pol, vidimo, a sta zdaj že tam, se pravi, deva, bova šla počasi, v otroke hočem čim prej da je to weird in slabo, da je noro. No, pa deva ti otroke najprej Ja, to je kar slabo. Tle je tako, ne, hoče, kako ga bomo naredili še bolj bad kot Joffrija. Joffrey je v resnici, tako, če je to skala, ne. Mislim, to je pa res slabo. In pol kaj brusijo jim nohte. Zobe, pa nohte, pa pol še tam od spod, ki vidi, ta je pa blond, ja, ta je pa mogoče en od njegovih. Ja, eden od, ja, mislim, Jesus, res slabo, no, pač res slabo. In tam pol dobita ta sidequest, ne, ki pride od, bele gliste, ne, dobro, da si prevedel. A zelo kar zmenila, da to je to, kar bova omenjala, te boje, to je zdaj to. Ja, to je to, ja, v redu, naprej, kaj je to. Preveč. Mislim, to. Že tako skoraj nič ni bilo pokazano, ampak tisto, kar je bilo pokazano, je to weird, da narobe. Res, ja, pa imamo pa kaj, Rejno zaprejo v sobo, mislim, zaklenejo, pač, in v bistvu tudi vse ostale ljudi dajo, samo da ne v sobe, ampak v tudi Talijo in ostalo služičnat, dajo v zapor v bistvu dol in jim tudi nič ni čist jasen, kva se dogaja. Ne? Ja, pa če hočejo, kojka Otto zve, nekaj služabnikov ve, ja, nič ne, treba je, ne, se pravi, beseda se ne sme ven razširiti, ja. Dokler ne, nimajo oni zrihtana, ne, se pravi, da ja ne bi prišlo prej do zmajovega kamna, ne, in da bi lahko oni kaj po svoje naredili. In tukaj je ta pol prizorne, se pravi, une imajo, jih strpajo noter v dejansko, ko bo enostajo jih zgnali velikaše, ne, tisti del gospode, ki pa nagrado pa pokličajo, pa rečejo, da je takole je, ne, mi smo zdaj, tlele imamo Egona, ne, fino spet imamo ta, ne, pač, Viserys je želel, ne, ker mislim, da bi rekel tudi, če ona ne bi povedala tega, bi bilo to neka ta uradna verzija. Veste, on se je pa premislil v zadnjem zdihljaju, je šepnil Egon, ne, čeprav on je rekel ne, in lejte ga, Egon je rekel to znamo v tem kašlju. In jasno, ne, preče, ne vemo takrat ste, ampak 20 let je tega, ne, dajte vsi, ne, in pač ljudje poklonijo, ne, madamo pa tega lorda Merryweatherja, pa gospod Fell, ne, ki pa ona dva pa ne bosta. Ne. Ona sta pa rekla, da ne bosta. In potem pa še tega Caswella, ki pa tudi stoji, pa ne ve, kaj bi, in potem poklekne. Ne. Zdaj ta Caswell je edini, ki je v prejšnjem delu, ki je uletela Dragonstone ekipca v Kraljevi pristani, ki je bil edin, ki jih je prišel pozdrav, ki je rekel, živijo kepca, to, mene imate tle nagrado, ne, drugi so pa bolj zeleni, ne od zavisti, ampak tako in tukaj se zdaj vidi, ali je mogoče
res se zbal za lastno življenje, ampak očitno ima neko agendo svojo tudi in bo šel opozoriti Rhaenyro, ampak je pa naredil kapitalno napako, ker je zato, da bo šel ven, ni takoj šel na konja, ampak je del poti uporabljal noge, je uporabljal svoje stopala in tukaj imamo nekoga, ki pač zelo rad zre v stopala. Ja. In je pač videl, ta stopala grejo pa v smer, v katero ne bi smela iti, in ga je zašpecal ototu. Ja, in je zelo tako, pa že tam, ko se gor sede, pa ga gleda proti vratom, veš, da nima šans. Tako veš, da, lej, prijatelj. Zdaj čakaš kdaj, koliko prej pa ga bojo. Mene sem tako pričakoval, da bo šel skozi vrata in bo potem fasal kakšno sulico v koleno ali pa kakšen drug bolj fatalen del anatomije. Res je. Ja, pa imamo to, ko Viserisa pripravljajo na pogreb, te, kaj so Silent Sisters, kaj neme sestre. To mi je bilo tudi cool videti, ko se mi zdi vsaka ta stvar, ki smo jo prvič tam spoznali, ta cela uprava njihova s tistim spoilerjem, ki ga imajo od 7 zvezde. Pač ti si enkrat okay. Tako se spomniš, da si to pa že nekje videl, pa da se pač kle fura. Pa že spet, koliko so v bistvu, koliko se je zlizala zdaj cerkev, res prestolom. Tako, še en tak, to sva imela ta zelo posrečen naslov prejšnje epizode, Ikea si domeri, da vidiš, koliko se je res to zlizala. Ampak mislim, da je bilo, tudi že na začetku, da vsaj pri pogrebih, da so te sodelovali, da to je en del splošnega obredja, da smo videli tudi tam, ko so kraljico, ki so Emo na začetku rihtale po smrti, da so bile one zraven. Ja, ampak še dati vedeti, veš, da so tam. Pač, da računajo na, tudi zakaj grejo pol vse, to pride naprej. Ja, potem je pa v bistvu zelo, kar se meni tiče, ena boljših scen, ki sta Alicent pa Rhaena tam v sobi, je pa res fajn pogovor. In že spet to, kar mene, se ne vem, zakaj me je zdaj po 9 delih, koliko je Rhaena v bistvu pomemben lik, jaz sem res, kot sem že zadnjič rekel, jaz sem se da ona pač tam malo res zraven, tako. Je pa zmeraj bolj se kaže, pa ta odmev, ti bi morala biti kraljica, ta odmev je še kar dost močen v bistvu, In mi je bilo, mislim, zelo, zelo všeč, pa še ta moment za ženske je noter, ker reče, se ti nikoli nisi predstavljala, da bi ti bila, zakva konstantno v bistvu smo v nekako službi moških. Tlej ta super stavek tudi, ki mu reče, pač, da pač ti služiš moškim. Pač ne želiš si svobode, ampak sama v večji okn v celici. Ja. Tako, čeprav je tukaj mogoče, jaz sem malo spremljal debate, da vse mogoče so tukaj bolj poudarili res to še v nadaljevanki patriarhat, vse prisotni, da so tam mogoče, da je tudi prav glih Alicent malo močnejša v tej neki svoji agendi, da ni samo bitje, ki ga premetava sem ter tja. Tudi tam je bilo, ki je bilo z očetom, ki je imel, oziroma to bo naslednji prizor, ki mu reče, pa si pa s tole igro, pravi, če to ni igra, ki ima ta debatko. Mislim, meni je zanimivo, kako non-stop ta prepletanje linije in kri, to je vse ful pomembno, hkrati pa dosto vsejenje, kdo je, da ima ta pravi ime, veš, tako. Zato mi je kul, da pač Rhaeno tako njo res furajo, veliko teže je, da je sploh bila, da je sploh bila možnost, da bi ona takrat postala kraljica, ko je Jaehaerys izbral Viserisa na koncu. Da koliko to za sabo potegne, da je še zmeraj vsi malo priznavajo, da v bistvu fuli dobro reče, ki reče, ti bi mogla biti kraljica, neka Viserys bi bil pa nek lord, ki bi tam izrazlaval svoje, pa pil bi ga. Ja, pač podeželski gospod bi bil, on bi tam malo bi hodil loviti, bi naredil v meri 1:100, ne 1:1000. On bi lahko vodil, veš, na tak zabaviščni park, pa bi bil tako, veš, Valirija in bi bili pol tako
bi se sicer verjetno ne bili vodni tobogani, bi bili krvni tobogani, kot oni, ki jih vidimo v špici, in bi se pol tam dričali noter tam mali. Pa je pa super ta moment, ko sta Glista in Oto, ne? Kjer ona, mislim, ful je dobro speljan to, kar res v enem delu, te vidiš te otroške boje, pa ona reče, prosim, nehite to dopuščati, ne, ker je pač, a ste nori, da to dopuščate. Pa top mi je ta moment, ko mu reče, kao sožalje, ne, za kralja, in vidiš Oto, ki je tako, kako, vse smo zaprli, kako, ne, in je valjda pozabil na uno novoletno jelko smrti, ne. Ja. Veš, kaj je una pržgena na začetku, da pove, a ne, kaj se je zgodilo praktično. Ne. Tako res zelo tako super momentno, in kle se tudi plača, mirno potem plača, ne, Glisto, ker prej je bilo tako, ali je to na teg, ne, pa prav vidiš, da če mu pa to reče, okay, dajte denar, sam da se čim prej tole zaključi, da najdemo. Ne bi se mi tlele zdaj igrali, ne bi tvegali, da se vesti preveč razširijo. Čeprav o njegovi smrti, a ne, zdaj, ker tudi prej, ko smo gledali, kako ga rihtajo za pokop, pa dejansko pogreba samega še nismo videli. Ne? To je kar ostalo nekje v luftu zaenkrat. Se pravi, so ga pripravili, so ga uvili, ampak ni pa bilo pa, ne? Zdaj očitno ga bojo verjetno kot veli ta targarjanska šega, in kot smo videli že v prejšnjih delih, bo en z Majko, ne, s svojim Drakarisom opravil poslednje slovo, ampak vprašanje, če bomo sploh videli, glede na to, da zdaj naslednji del ima naslov Črna kraljica, in glede na to, da je bil ta del povsem lociran v Kraljevem pristanku, je tudi vprašanje, koliko bomo v naslednjem delu še gledali Kraljevega pristanka, ampak se mi zdi, da mogoče vseeno bo, da bomo videli kakšen izsek iz tega, kaj se zgodi potem, ko zvejo, da se tudi tam, ne, pa zdaj mislim, da glede na naslov naslednjega dela, to ni spoiler, ne, pa brez tega ne bi bilo konflikta, ne bi bilo plesa zmajev, da se Rhaenyra ukronala za kraljico. Ne, se pravi, koliko bo, se mi zdi pač, da naslednji del ne bo samo lokacijsko tam, ampak bomo tudi lepa vprašanje, ne, ali bomo Viserysov pogreb kdaj videli na platnu, ker se mi zdi, da njegova zgodba se je tako zaključila, ne, in že zdaj s tem ovili so ga. Krono mogoče tudi, ne vem, bojo zažgali, glede na, bojo kam spravili, glede na to, da zdaj je Egon dobil OG Egonovo krono, ja, da te zdaj trenutno ne rabijo. Kaj bojo z njo? No, glej, da ne prehitevamo, Erik in Arik gresta v septo in se skriva pod, ne vem, mizo dobesedno. Nek oltar očitno, ne. Ja, tako žalosten človek je. In ima, hoče pobegati, ker pač noče nič imeti s tem. To je ta line, to super, da si ga napisal, ne, kao, da bežiš pred tistim, za kar bi drugi umrli, ne, ker se vidi, da koliko te, ki so pač iz nižjih kast, ne, še vedno to vidijo kot predstavno naslednik. Pa ne sam iz nižjih kast, le bi vsak bi hotel skoraj kralj biti. Ja, tako je. Že to, ne. Ja, že to, ja. So pravzaprav, to je kralj, kaj oni bojo šli v vojno, dejansko brat je tudi pripravljen. On ima meč, ima pripravljen, Veigar ima pripravljeno, on bo zdaj zletel nekam, požgal vse, da bi bil on kralj. Sam pač kaj, kam ima tega starejšega brata, ki mama ni dobila memota, kdaj v kakšnem vrstnem redu jo mora roditi. No, pa imamo pa ta fight pred septo, ker se te dve ekspediciji se združta, ne? In v bistvu, zakaj eno od dvojčkov pač gre? Kako si ti tisto razlagal, kao, da noče nič imeti s tem, zakaj tega človeka, ker itak noče biti, zakaj se ukvarjamo z njim in gre, ali kako si to dojel? Jaz sem bil tako malo, nekam gre, ne, se pravi, noče se upletati, ampak se potem vidimo, kam je šel. Ni mi bilo pa tisti trenutek tako jasno, predvsem je bilo zdaj vprašanje, kva bo zdaj, ker ta Cole je dost, zdaj ne moramo reči trigger happy, ker niso imeli še teh stvari v tistem času, ampak recimo, da mu mečevalna roka rada potrzne. Ne? In je bilo že, zdaj se bo še s tem pofentaval, a se bosta ena na ena šla dva iz kraljeve garde, pa na srečo se nista,
Ampak on je pa misli, tako je, pač tako je, fuck this shit, ne, in zdaj niti ne veš, ali bo, ali sam nekam gre, ali bo kar stran šel. No, potem vidimo, ne, da je pa on očitno ne bolj črn po duši kot zelen. Ja, ful mi je bilo tako zanimivo, mi je bilo, ker do takrat glih nimaš občutka, imaš bolj občutek, da zakaj se jaz sam s tem, bolj je tako, zakaj se jaz z Egonom obadam. Ne, jaz bom pol pomagal praktično drugi oziroma morda tretji strani, a ne. A veš, tako, to me je, sem rekel, kam pa ti, pa tako brata tam postiš z dvema, ki dejansko znata z meči delati, še to ne. Ni ga glih pustil z nekim folkom, ki je vedel, brat, ti si bil ok, čisto ok bo, ne. Ampak ja, tako, mislim, zelo zanimivo, ampak se pa vidi, da se mu po celi ekspediciji tudi kune otroke vidi, pa to, da se mu vedno bolj gabi vse skupaj, kar se tiče Targaryenov, ne. Brat njegov je pa očitno še vedno, jaz sem pa zaprisegel, tako je življenje, idemo, ne. Tako da ja, mislim, meni moram reči, da je kar zelo zanimivo, no, da očitno boste vsak na svoji strani, ali kva, ne vem. Ja, bi rekel, da je eden, ne, da je pravzaprav, da je Arik zaprisežen kralju kot takemu, ne, Erik pa kraljevini. Tako, ja, mogoče, ja, lepa, ja. Lepa. Ti veš, poet. Ti mogo kakšno knjigo napisati, v glavnem. Hvala za nasvet, bom poskusil. Jaz sem že omenil, da sem napisal eno, kako se že reče, si že kdaj jezdil morskega konjička in sem ravno včeraj zvedel, da sva skupaj z Igorjem Šinkovcem, ki je ilustriral, nominirana za nagrado za nagrado Kristine Brenkove za najboljšo izvirno slikanico. Tako da sem. Ne, da bi se hvalil, sam povem. To sva oba konkurenta, očitno. Jaz sem pa ilustriral eno drugo otroško knjigo. Aha. Nisem jo, ta šala nikamor ne pelje. Zdaj bi se lahko reči, v prvem razredu, ko si mogel risalni blok na 4 dele pa razrezati, ne? In sem napisal zgodbo Mali Anže pride v NBA. Ne, nikoli bila želja. In je bila zgodba, v kateri si še pač nisi vedel, da boš res se toliko potegnil in v njej si igral playmakerja, ne centra. Pa se zdaj bi bil playmaker. Res sem tako velik Dončić. Ja, zdaj imaš višino za playmakerja v NBA, to je res. Ja. Ker tehnično gledano jaz in Luka Dončić znava igrati košarko. To je tehnično gledano res. Ja. Koliko je kle notrni Jans, to prepuščam drugim. Pižans, to bom drugim prepustil. Ampak tehnično gledano jaz in Luka Dončić znajo igrati košarko. Tako, glavno, kje smo vlade, so spet za vlade. Ja, ok. Jaz se čakam samo, da Ringer, watch bomb. Prestop. Kdo je ta Anže Tomić, ki zna igrati košarko tako kot Luka Dončić? Zakaj ga NBA še ni pograbil? Kje se skriva ta talent? Ne, ampak lej, ti si takoj pol rekel, a ne, kako se začne fake news, ne? Ti si takoj rekel, igra košarko kot Luka Dončić. Jaz tega nisem rekel. Jaz rekel, da tehnično gledano oba igra košarko. To ni isto kot... Ja, tehnično gledano, ampak veš, zdaj važno pa kaj je implikacija. Tudi Viserys je rekel, ne, a veš, Egon kralj, ne, in Una je rekel, ja, moj Egon je kralj, ne. Veš, to je isto. Če je dosti dobro za Zmajevo hišo, je dosti dobro tudi za NBA. Zmeren. Grejo nazaj. Egon bi celo hotel pobegati, in bi ga Aemon spustil, ne? To sem tudi jaz tako dojel. Bi rekel, ja, okay, pet na ladjo, zgin, tako je življenje, ne? Ampak je zraven Cole in ne, prijatelj, ti gre z nami in ga pač pelje do Alicent. In tle je že v bistvu taka prva mini zmaga njena, ne? Ker gre pol do fotra in reče, ne, ni ti uspelo, ne, celo v bistvu, ne vem komu da navodilo, ne, da v bistvu, ja, sinu, ne, da ne posluša detka, ne, da pač lej, on ti bo ne vem kaj razlagal, pač ignoriri ga, ne, in mislim, meni je fajn ta fight, no, ta Alicent versus Otto je kar v redu, no, in pač ja, da bo Rhaenyra in Froce pusto živeti in da bojo probali jim ponuditi neke pogoje, mogoče jih bojo pa sprejeli, ne. Čeprav to a te to kaj znano, ponudi jim pogoje za predajo, iz katerih se jim bo zdelo, kot da so tudi oni zmagali. Ja, to je tema. Kako se to v resničnem svetu, kolikrat se je to uspešno izvedlo. Ja, to, razen če od Trumpa v knjigo bereš Art of the Deal, tam je najbrž to res. Še kjer drugje, po moje.
Tako da, ja, pa še tako vice, nekako ona, kle res se v bistvu malo lepo od fotra, ne, in mu tudi učita. Jaz sem v bistvu počela samo to, na kar si me ti pozicioniral. In je tako kulje, no, ker se res se ločita te dve struji. Pa on reče, lej, ampak ti si pa kraljica. Ja, ti si kraljica zato, ker sem te pozicioniral. Daj to malo razmisliti, a bi bila raj tam nekje knjige brala, cel life dol v starem mestu, kjer se ful dogaja za branje. No, ampak tako, ful je dober, ker dejansko zdaj je Alicent nad Otom, Oto bo zdaj delal za njo. Saj tako zaenkrat zgleda, bomo videli, če je to res. Ja, pol pridemo pa do scene, ki je... Do Tarantino scene, dajmo reči temu Tarantino scena. To je Uma Thurman, ki si potem, ko pobegne iz bolnišnice v nem pussy wagonu 10 minut razgibava atrofirane nožne mišice. Tako, ja. Mislim, moram reči, da ko se je začela sezuvati, sem rekel, kva se vas sezuvaš? Sem tako, kva? To pa kar neki. Kaj, zdaj si ful si zmatrana, se boš kar sezuva. Ja, to je bilo tako, čakaj zdaj si malo bolj sproščena, kažeš, da si sproščena, a da pa gorna mizo noga pa se čaki. Ja. Kaj pa zdaj to, no? To pa ne moreš, tukaj pa ljudje jejo, no. Mislim, še stare se ne usede gor takrat na mizo, ko otroci kuhajo o malem šefu, ampak počaka, da pobrišajo se, a ti pa kar tlele noge gor, no. Ja, tako, pol, ka pa pač z roko gre, kamor gre, si pa tako, moj bog. Pa kad točno veš, da ona ve, pa pač mal stran gleda, pa sliši, ne, ker ima preveč stvari na sebi, da ne bi slišal, ne. In je res, a ti veš, da obstaja ta spletna stran, ne, za katero sem jaz v bistvu zdaj izvedel, no. Ampak da obstaja spletna stran Wikifit. A veš za to? Ne. Zdaj mi je žal, da sem rekel, boljš, da ne veš v resnic. Jaz bom sam rekel, pač pogooglite Wikifit, če hočete, ker je točno to, kar mislite, da je. Kaj ti misliš, da je wikifit.com? Kaj jaz mislim, da je wikifit.com? Ja ne vem, jaz bi rekel, da ima Laris verjetno nastavljeno za homepage. Ja, exactly. Exactly. Tako da to obstaja, ker internet ni najbolj cool stvar ever, ampak sam probamo ga navigirati. Tako da pejte, če šteje, jaz vam moc svetujem. Je pa tudi tukaj še ena stvar zanimiva, ne? Ko on reče, ne, prej že, ki je bil Laris pri Oto, ne, ki mu on tega Caswella zašpeca, ne, in mu Oto reče, vi pa kar veliko ur preživite s kraljico. Pa ni razloga, da te ure ne bi koristile vam. Ne. In tle je pravzaprav, ker on, jaz sem že mislil, ok, zdaj jo bo začel naštimvati in da bo on rekel, pa lej, seška, uno Reniro je res treba fejnta, tvoj oče ima prav, bla, bla, ampak obenem je pa to, kar je pol naredil, se pravi, ki jo on pove, ne, se je izkoristil to tudi za Ota, pravzaprav bo na njegovi strani, a ne, se pravi, da je, ker reče, to je pa ta mreža, ne, vohunov, ki so tukaj razpredeni in zdaj, če vzamemo enega, ni fore, ker pa pride drugi in tretji, treba jo je pri glavi, se pravi, tako kot čebele, ko vzameš matico, so izgubljene, ne? In polka pokaže tisto gorečo stavbo, tisto bordel, ne, kjer je bila bela glista, je tudi pravzaprav tudi to, da s tem je tudi Otu naredil uslugo. Ne? Se pravi, tle je tudi Oto tist, ki je hotel, verjetno mu ni bilo glih kul, da je unatam in zdaj Oto to ni treba nič več narediti, ker bele gliste ni. Ja, ok. A pa dejansko pač to se razume, da je ni. Ker vidimo res samo že spet kapuco pa ogenj. Ja, nismo videli trupla, ne? To je zmeri. Ker vidiš nekaj tako, pa trupla ne, ne vem. Zdi se mi, da vse mogoče so jo toliko bildali, da bi, a veš, da bojo verjetno še kaj. Ne? Čeprav jo je ta na glas. Ja, to, mislim, kaj je to? Kaj ne bi bil ta na glas? Ne vem, mislim, da je ona iz Lisa, da sem to videl in da je pač, mislim, da je ta Šija, kjer je bila tudi iz Lisa, pač, da so probali ta na glas malo ohraniti. Tako je, zelo je, se mi zdi malo narejeno, no, tako kot jaz, ki hočem poštarc govoriti. Ja, jaz bi to rekel. Predvsem pa tudi zato, ker imaš tam neke take, veš, ki so Matt Smith, pa kuno v liriščino tolče, on je bil pa tam rojen, a ne?
Tukaj je še tudi malo bolj opazno, kar je po svoji školi, ker se mi zdi, da drugače čisto redo gre, samo ta na glas mečken ven. Čeprav zdaj spet vprašanje, ali bomo mogoče tudi na glas. To smo tudi videli, če smo pri teh nekaj vladajo. Čeprav to je bil bolj Littlefinger, se pravi, to je bil bolj Laris, ker Littlefinger je tudi kar mečken na glas menil vmes. Skozi sezone, kjer ga se je spomnil, da ga bo let imel. No, je pa res, da pač ona zelo tako, meni se sliši, veš, ki ima goc, ki ima ta hello, I am 7 years, how you doing peoples, veš, zelo na nek, ja, tako da ne vem, meni tudi opazaš, no, tako da. A da je mogoče, da je to, mogoče, da je to res, ja, neka stvar, ki jo ima tako, da pa gre kam inkognito, pa govori tako normalno in napoštekajo, da je ona. To je ful po svoje, verjetno niso tako daleč razmišljali, ampak to je zelo dober način, kako si krinko zrihta, če vsi pričakujejo, da ti ne znaš jezika in da ful polomljeno govoriš s ful močnim naglasom. Mislim, meni je res zanimivo, da ne vidimo trupla, no. To si upam reči. No. Tako da bomo videli, kako točno bo to pač izpadlo, ne. Se pravi, ja, pa zdaj, I guess, vohunov now, potem je pa Erik, ne, kam je šel, ne, in vidiš, da on dejansko bo Rejni pomagal. Ja, ker reče, da pač ne morem podpirati te travestije, te izdaje, vi ste, ne, princesa, vi ste tako, pač vas bom rešil, ne, pa je te greva, ampak ne moramo tam jeti, ne, ker jasno nekdo gleda v noge, ne, kam hodijo in vas bomo okol malo pripeljali. Ja, pa ne morata pač pobegati, ker ljudi dejansko dobesedno trpajo, prav rekel bom trpajo. In tlej bi se ista fora, kakor v 9. delu prve sezone Igre prestolov, ne, k Arja pa ta iz Nočne straže, ki jo je hotel odpeljati, ne, k je una gruča potegne sabo in pridejo kel, da vidi, kar vidi. Kjer se Ned Stark opraviči. Ja, exactly. Ja. Tako da, mislim, sicer fajn, pa je noter dejansko v cerkvi. Ne? No, predtem je še v ta kočija, ne, kjer se pelata in je ful dober ta prizor med Alicent in njegov. In tukaj se mi pa zdi, da je pomembno pravzaprav ena stvar pri tej Egonovi karakterizaciji. Da on je, kakor je pač slab človek, ne, išče ljubezen. Pač modelu to manjka. Ne, vsi že mislim, da prej razlagal, kako pač da ga fotara, ne, pač da se ni brigal zanj. In oni bo skozi tam, pač oni so igrali, pač Viserys je bil tako čisto odtaval v svojem svetu, on je pravzaprav samo o Emi razmišljal in za te otroke se ni glih brigal, ne, so bili bolj tako, ja, lejte mali, tle so, a ne, in se je bo žena zane skrbela in mu manjka in je skozi pravzaprav to neko on si najdu v mečevanju, ne, pa v tem on bo zdaj bojevnik in se bo tukaj dokazal, je nekako so to pankarti, ne, da Janez Kurpin si išče samo potrditev na nek način, on jo pa išče v neki ljubezni, ne, in tudi tukaj, ko pa mama vpraša, ne, ko pa jo vpraša, a me imaš rada, ne, no, tako bedak, ne, to ni važno, zdaj, da ti boš tukaj, ne, in da mu te, ki se vidi, kad to očetovo bodalo dobi, ker pravzaprav, ki bi mu oče prvič v življenju rekel, rad te imam tam malo, ali pa tako nekaj mi pomeniš, ne, vem, da obstajaš. Ja, fair point. Nekaj tazga in se mu že zasveti oči in jasno, potem itak Alicent takoj ne reče, ne obiti Rhaenyre, ne, dajmo jih pstiti. Tle se mi zdi pač, da je tudi Tom Mayhan je ta mal materinski, zdaj ima ta prijateljstvo iz otroštva, ali malo materinsko stano, ima tudi otroke, čeprav zdaj, ne, glede na to, koliko je ona panična skozi, da ne, Rhaenyra bo moje otroke pobila, je zdaj tle kar malo bolj spravljiva deluje, da očitno tisti pogovor na oni poslednji večerji je storil svoje. Storil svoje, ja, I guess, ja. Mislim, v kontekstu, a veš, kaj hočem reči, tako, glede na dane možnosti, ja, ti dam prav, ampak da je pa so bestiči, da je kdorkoli bestič, pa težko rečeš, ne, v resnici, no, tako da. Ja, in tudi tukaj še pol Egon reče, ne, pač oče imel 20 let časa, da bi rekel, da hočem, da sem jaz kralj, veš, da ne se.
zmišljati. Ja, zdaj smo pa vleteli zadnje 3 sekunde, ja, to je res, ja, to je bizarno. Ja, prav, in pridejo v to zmajsko brezno. Yes. Jaz sem bil tle mečkan, ker nisem vedel, ali je to zmajsko brezno ali je septa, ampak pol, tako ko gledaš, vidiš, septa je imela tam na sredu oltar, tukaj ga ni, a ne, tiste ekipe ima, ta je precej večji plac, več ljudi. Mislim, to je tempelj, ne? Mislim, na vrhu gorje, ja, pač na vrhu, kjer imajo potem zmaje notar. Se to, ampak zmaji so pač kle, ta velika soba, ki jih imajo za not, pod spodi, a ne. Ampak hoče reči, da pač to je, okay, jaz sem vedel, da ni pač septa, ampak sem pa dojel kot neko oltar zmajem, cirku za zmaje, tako, ne sam hlev, no, to hočem reči. Ja, pač imajo, ja. Če že moramo ki več ga narediti, kjer so zmaje, dajmo, da bo še zgledal lepo. A ne, pač to so pa ljudje, ki so arhitekturo dojemali ne samo golo utilitaristično, ampak so želeli, da ima tudi svojo estetsko funkcijo. Ne? Da zdaj, če so od spod v nedrih te stavbe zmaji, ki so v svojem bistvu divje živali, ki bruhajo ogenj in trgajo meso živali, mogoče tudi ljudi, ni razloga, da bi šel mem, da bi te oči bolele. Dajmo narediti nekaj lepega. Ne? Veš, in to je to. To se mi zdi. Tle bi mogoče sam zastranitev naredil, ki je bila na Discordu, je bila da brez debata, da bi rabil, ki smo pri zmajih, da bi rabil en tako nadaljevanko, en tak spin-off, kaj je The Office s temi modeli, ki rihtajo zmaje. Ja, to sem videl. Ja. Da, to bi bilo. Tle na Discordu so dali to idejo za ta spin-off, ne, in pa prav boleto je rekel, prav Jan, da Uroš B. je rekel, ne, da bi gledal spin-off oddaje, kjer bi spremljal sam live tistih, ki rihtajo zmaje, in pa prav boleto, ja, na variantu The Office. Vsako epizodo bi predstavil novega vodjo, ker bi v vsaki epizodi na koncu vodja umrl na drug način, in potem prav še Hand of the Queen, pa obvezno nekoga, ki nastavek Don't wake up the dragon sickne, that's what she said. Pa tako si potlače smeh, da se zmaj slučajno res ne zbudi. A mojce dala pa, da bi lahko tudi You rang my lord Targaryen, ne, da vidiš služabnike, ki furajo kraljevino. Predvsem je bila všeč ta That's what she said, ker pač, da je pa single camera bi mogel biti, dejansko. Veš, tako, tam bi kazalo temu ogromnem areni. Tako se sliši neki in tako zašvenka kamera in saj še vidiš eno kost, kaj nekaj. Exactly. Okay. Oto nagovori vsun folk, ki je prišel noter. Zdaj bomo rekli, kaj v hlev, bomo rekli hlev. Vse, ki so prišli v hlev, kar dosti ljudi in se vidi, da je nek tak strah in par Otu in par Alicem in valjda tudi par Egonu, a bojo ljudje to na kakršen koli način sprejeli, ne, sploh, ne, se vidi še zmeram, da ljudje so, ne, da še zmeram moraš nekomu vladati, ne, da ni mišljen sam, da se pa zdaj razglasima, ne. Tle so tudi imeli že pravzaprav v preteklosti smo glih to videli, koliko so ljudje bolj naklonjeni kralju kot kraljici, ne, ker je, ker še se spomnimo tistega prizora, ko sta šla Daemon pa Rhaenyra v Bolšji Poden in sta potem tam videla uno predstavo. Najbolj ljudje hočejo kralja in tukaj mislim, da ni bilo razen, če bi si seveda zaželeli, da bi bil Daemon tisti, ne, ki jih vodi. Da, ampak je majhen negotovosti, ki vsem nikoli ne veš, kdaj se ti zgodi kakšen punt, čeprav če imaš zmaje, so punti precej manj verjetni. Pa se jaz nisem tako mislil, ne toliko punt, ne, ampak bolj v smislu, oni vejo, da je bila želja nekaj drugega, zdaj morajo tem ljudem prodati, da zdaj se je vse spremenilo. Ne. Ja, jaz mislim, da računajo na to, da pač moškega dajo, da bo kralj, ne kraljica, to absolutno pomaga, ampak pa tudi vidiš, da je folk, ko, ja, ok, bomo pa ploskali. Veš, ko prav vidiš, da je nek ta moment, ok, vi imate zmaje, vi imamo ploska, kaj ste pa mislili, da bomo rekli? Tako da bo je rekel, ne, veste, tako. Da bi se en vmes oglasil, kaj pa če bi mogoče volitve imeli? Ja, exactly. A lahko dobimo eno soočenje vseh kandidatov za prestol, lepo prosim. Ja, točno to je. Tako da, veš, zmaje imate, leka, v hlev ste nas pripeljali, vse je ok, pač več ali manj. Ja, in pol je ta prihod Egona z meči, ti se bila karkoli, to je ta nek ta pageantry, to je vedno v redu. Super, pa te fanfare, ki so lepo grejo. In ko se vidi, kar malo nelagodja, ko vidi ta prvi meč, ki se za njemu dol pade, ki je tako, ok, tako malo živčno hodka, da ne bo kdo prehiter spustil tega meča dol. Ne? Ja, res je. In
pride od spred in sploh ne gleda množice, gleda sam predse, ne, ki imamo pol tega visokega septnika, ki ga mazili, ne, pa znamo očeta, pa Kovača, pa Borca, vse te ne, pove. In potem uleti Cole, ki mislim, da v knjigah je tako, da on je tudi, da tam je ta njegova nepripravljenost vladanju, pa tega, da se tudi, pač da je Cole eno od njih, ki ga pol pregovarja, pa daj. Pa to. Ampak to so samo stvari, ki sem jih pobral na internetu, ker tega še nisem bral. Okay. No, da nam bomo preveč naprej šli. Pa Rejna pač zgine. Kaj se bo pa zdaj zgodilo? Jaz sem pa pozabila plin pržgan, pa moram jeti. Sej ne bo noben zameril, sej videla sem, vem, kam to pelje. Jaz grem pogledat, da ne bi slučajno kaj zgorelo. Pa moram reči, da sem pozabil, da ona sprašuje, kaj bo z njenim zmajem, pa to, ne. Tako da jaz sem mislil, ta zdaj samo šla. Jaz sem mislil, gre, ne, zdaj lahko ide, ker je vsa pozornost tukaj, ne, zdaj samo šla iz mesta. Pa zelo fajn, res tudi ta moment, ne, polka mu dajo krono gor, pa ka meč dvigne, pa folk mu ploska in se mu vidi, da mu kratko malo odleže, to, kar si prej rekel, ne, da vsaj od nekje ljubezen dobija. Ne. Ja, on je zdaj tle, veš, on je to in pogrunta, čak leska jaz z mečem zamahnem. Oni reagirajo. Jaz bom sam tako rekel, če ne bi potem se zgodila 3 sekunde zatem zver izpod desk, bi mi dobili moment, ko on dvigne meč in je oni so vsi kje so roke? Pa v zadnji Anton Avstirol pol, ampak ja. Ne, ja, se strinjam, tako, tak, ne, in... moj bog, ne, veš, kaj se zgodi pa. In prpele zmaj in leti Darja Kavrič in je gori. Jesus, ok, spet, toliko slaba, da alalavi. Sem pokvaril vsem oglede, vseh Drakari se prizorov za vso večnost, ki si bojo vsi predstavljali, ki zmaj, če Drakaris, in potem gori. Prav mogel bi narediti tako prizor. Zdaj apeliram, evo, za prvega, ki naredi gif, ki imam en od teh, se verjetno bo to mito, ampak ne vemo, ki naredi gif ali pa celo video z zvokom, ki imamo nekoga, ki reče Drakaris, pa neki zažge in da pol upade ven glava Dareta Kavriča nek po robu in da reče gori, zrihtam eno posebno knjižno nagrado. V Discord je treba dati ta gif. Kdor bo ta gif objavil v Discordu, dobi eno knjižno nagradico. Wow, ok, to je nagradna igra iz nule, zmenen. Hvala unmu, ki je naredil CSI Miami, no, tako da... Ja, moj bog, ti se lo to hudo. Ti se moraš preveč dobro. A je kje tako objavil, da lahko dava v zapiske? Ne vem, jaz mislim, da je samo Discord. Ampak nekdo, če se spomnite, jaz sem imel eno šalo, da bi pač, kar reče, he can keep his tongue, da bi mogel biti CSI Miami model in je dejansko nekdo naredil gif. Ja, tako da preveč dobro. No. Zdaj pa tako, zakaj zmaj lahko kar butne ven? Zato, ker so borci, ker so dejansko deske. Ne, sprav, to ni kamen, ni beton, ni nič od tega, deske so, zato lahko ven butne. In zdaj pa tako, kle sta dve zadeve sta. Ne. Ona pač ven butne in pobije kar nekaj ljudi. To bi najprej rad rekel. Ja. Upaš, da so saj ranjeni, ampak glede na zdravstvo tam pobije kar nekaj ljudi. Pa se pa zgodi ta moment. Ja. In tukaj bom zdaj jaz nekaj rekel. Da tega pač ni. To je stvar, ki se zgodi v seriji. Tega v knjigah ni. Ker ona je, mislim, da je tam na Zmajevem kamnu, ko se to zgodi. Okay. V knjigah, ampak je pa to mogoče ena stvar, ki bo lahko potencialno pripeljala do nezadovoljstva nad Targaryeni. In do tega pač zmaji nas tlele pobijajo k muhe. Tako da mogoče je to neka stvar, ki bo enkrat v prihodnosti, tam v 4. sezoni imela kakšne posledice. Ampak se mi zdi, da je čisto v redu. Ja, če glih to rekel, sej deske so, se verjetno je bil tudi kakšen kamne ali pa kaj tazga, zmaj ima trdo glavo
zmaj ima trdo glavo in očitno je pač ta poden narejen pač za ljudi, oziroma za ljudi bolj, ne, da niso glih zmajev ful maširali tako gor. Pa vice, ne, pač tudi ona je preživela otroštvo tle v Kraljevem pristanku, ona je znala, pač poznala, kje so razni rovi, kje so zmaji in vse, in ni bil problem pravzaprav prideti do svojega zmaja. Pa se pa ta moment zgodi, ko v bistvu jih ne zakur. Ne? Že spet nek tak človeški moment, se mi zdi, da sem se pol takoj spomnil tisto njuno sceno skupaj, ali sem pa ona, kako sta se pogovarjali, pa to. Tako, no, res v redu, mislim, itak nekako veš, da jih ne bo zakurla, no, to veš, ker pač. Ja, ker če ne bi bilo konc. Če ne bi bilo konc. Ne je to. Ja, ampak se pa pokaže že spet ta, da ona je res, ona brez lahko bila kraljica, no, pa bi bilo ok. Tako, veš, se mi zdi, da ta moment ti pa da, saj jaz sem to tako nekako doživel. No, da... Ja, tle je pač tudi to, da mogoče vse nja ali ne, ampak kad vidite tudi, kako pravzaprav Alicent stop pred Egona, kako zaščiti svojega otroka. Tle tudi najbrž del tega, ne, da se ona spomne, kako je pa ona otroka izgubila oba. Pač mislim, ona misli, da je oba izgubila in da ne želi njej kot materi tega. Čeprav je res, če bi ona pač Dracarys tle rekla, pač tudi ona ne bi ful dolg cajta pol Alicent imela ne vem koliko časa, da bi žalovala za svojim otrokom, ker pač ta Dracarys je zelo tako neizbirčen. Ja, štika. O moj bog, grozna oseba sem. Ja, to je bilo slabo neizbirčen, ker močno. Ne, sam pač to moraš kot pisatelj, moraš te motivacije likov nekako žonglirati, pa tuhtati, ali zakaj kdo to reče, kje je, kaj. Otroci ne ščuvajte zmajev, prosim, nad druge ljudi. Sploh, če so žlahti. Ampak nasploh ne. Ne ščuvamo zmajev na ljudi. Mislim, super tak konc epizode, no? To moram reči, pač res ok, v resnici. In se pravim, dobro pelejo, no? Razumem, zakaj je bila tole 9, no? In zdaj bo pač še 10, no? Tako da tak dober tiz je čez celo. Ne? Zanimivo je bilo tudi to gledati zmaja, kako vzleti, ker ponovadi, če se zmaj z nek vrže, lepo zajadra, tle je res tako malo, ok, moram se malo pomatrati, da zletim. Ni najbolj elegantna žival v fazi vzletanja. Pa všeč mi je še v moment, odprite vrata, šarlatani, zakaj zapirate vrata, če odprite jih. Tako, pojmo von, vidite, da je zmaj tam noter, tako da ja, mislim, da je bilo tudi super, no, tako da, ja, mislim, res fajn epizoda, no, jaz mislim, da kar mene, edina stvar, ki me je zmotila, je bil res tako čist montaža, ki vidiš, da ni bilo časa, da bi mogoče ali glisto nekako proper, tista scena, kako uničijo mrežo vohunov, je zelo na hiter narejen. No. Se ne da je važno. Za glavo vohunov. Ja, tako je. Mogoče pa je glih to, kar sva rekla, da pač ker ne vidimo trupla, mogoče pa zdaj sam. Mogoče še kaj zgodi, ja. Tam. Ja. Najbrž, ne vem, mislim, bomo videli, ampak tako se mi zdi, ti se je bilo res tako mal uklele to, pa še tole varianta, vse ostalo se mi zdi, da pa kar stoji. No. Tako da naslednji teden pa finale, se temu reče, strokovno. Ne? Ja. Tako da to bo kar pestro. No. Lepo so se imela telih nekaj delov, ne, Anže? Res je. Jaz bi sam še enkrat rekel, hvala vsem, ki ste podprli, hvala vsem, ki boste. Discord obstaja, kjer je res fajn, ker je preveč mimov in debat. Mislim, da je zdaj, bom zdaj le pogledal, sem da ga odprem, sprav, o moj bog, koliko je to ljudi že, ker badge, to je sprav 30, 261 ljudi je ta trenutek, 261 ljudi se je že prijavilo. Notar, tako da pridite, kakšno rečemo, če nas drugega vidite, res mime, pa kako se mi to trudi, da bi kdo poslušal bot, pa ga mene šljivi, že zaradi tega se splača prijeti, tako da že to je toliko vreden, da je noro. Tako da res pridite, no, ker je res fajn, pa zaenkrat imamo res zelo kulturne debate, pa brez spoilerja, no, tako da nam kar uspeva. Ker imamo pač posebne teme za vsak del posebej in potem tam v četrtek malo sprostimo debatko šele v glavni, niti. Ker 3 dni, se je bilo, pač, da si malo samo svoje razlagam, ampak 3 dni, v 3 dneh ni pogledal epizode, se pravi, to je ponedeljek, je dan nič, potem imaš torek, sredo, četrtek. Tako.
Tako da bo jasno. Ne računamo tega biblijsko. Ne? Jezus je vstal tretji dan, ki se šteje petek, sobota, nedelja, ampak mi rečemo, če bo to v ponedeljek, je to 3x24 ur. Lahko še bolj zakomplicirano. Pa veste, kaj bi vas, vse, ki ste v Discordu ali pa kjerkoli, zelo rad bi vas pohvalil, ker noben ne jemlje resno teh kloniran od pižamca, ker ni nobenega odziva na to, kar zelo spoštujem. Zdaj sem jaz to čist na koncu epizode omenil, da bo samo rekla adijo. Tako da jaz hvala vsem, ki ste poslušali, do naslednjega tedna. Jaz bom rekel adijo, pižamc reče adijo. Kori. Ajde, čau.